sva končno uspešno prevzela paket. Sicer nama niso nič sporočili z DHL-a, kakor so obljubili, da bodo, ampak sva sam na trackingu videla, da je bil pripravljen paket za prevzem, tako da sva pol šibala takoj, ko sva videla na DHL. Prišla sva tja 2 minuti čez 2, ampak je bil že zaprt. Tam je bil en varnostnik in je rekel, da se odpre jutri ob 8 in sva bila že čisto zasekirana. Že nazaj v avto sva sedla in štimala GPS nazaj na isto plažo. Potem sem ves šel še enkrat ven, pa sem tam malo kukal na dvorišče, če bi slučajno koga videl še kakšnega delavca, da bi ga pregovoril, da mi še da ta paket. In je varnostnik nazaj prišel, ker sicer nič ni govoril angleško, ampak je prišel nazaj in me kar on pol pelil zadaj na dvorišče in potrkal na vrata in je res še en noter na DHL-u delal, tako da mi je lahko pol paket dal, tako da sem ga zdaj končno uspešno prevzela. Ja, res končno, da lahko gremo naprej. Zdaj smo rabili 1 uro, da smo prišli z Nouakchotta, ker je bila glavna cesta zaprta, tako da so se mogla tle po nekih stranskih peščenih ulicah jajcati. Ampak ja, zdaj upam, da bo v redu cesta čim dlje, ker je že dosti ura. Popoldne se je kar zoprno voziti, zato ker od spredi sonce sije in je res vroče v kabini, ne glede na to, imaš klimo ali odprta okna, pač se čisto pregreje. Tako da ja, ne vem, ko bomo danes prevozili, probali bomo priti v bližino senegalske meje, kar pomeni še okrog 150 km trenutno. Ja, ampak bomo videli, a bomo zdržali do tja ali ne. Vožnja kar zanimiva, ker se v bistvu ta Sahara počasi končuje oziroma vedno več je vegetacije, sicer so to še vedno bolj grmički pa drevesca, ampak ja, ponekod je tudi že kar malo travnat, tako da je bilo res kar zanimiv. Je bilo pa tukaj zelo težko najti prostor za prespat, ker je vseeno podlaga čist peščena, še vedno zgleda sicer tako te trave, da bi lahko komod gor zapeljal, ampak ko greš pogledat, vidiš, da v resnici je pač čist peščeno. Tako da na koncu smo pol ob eni pisti se čist na rob stisnila dol z ceste in ob robu ceste v bistvu prespala neka lokalna pistica, v bistvu ne veva niti kam pelje. Ja, ni bilo idealno, no, ampak za prespat je bilo. V bistvu hotela so priti čim bliže meje. V Senegal vodita 2 meji, lahko prečkaš 2 meji. Ena se imenuje Rosso, druga pa Diama. Do Rosso je veliko boljša cesta, ampak na žalost je ta meja zelo skorumpirana po nekih komentarjih, kao je to ena najbolj groznih mej na svetu, kar sicer malo dvomba, ampak ja, vsi priporočajo, da greš na to Diama mejo, ampak do tja je 40 km piste, se pravi zelo slabe ceste, ki je v deževni dobi, ki je tukaj že zelo izrazita, v bistvu praktično neprevozna, ker je to taka glinena podlaga, ki pač totalno blatna rata, ko je mokro. Trenutno ni deževna doba, tako da je naj bi bilo čisto suho, ampak pač ostanejo kolesnice od deževne dobe, tako da naj bi bila precej luknasta. Mi bomo probali priti do meje, no, pa se da tudi navadnim avtom, bomo videli. In potem tam prečkali to Diamo, kjer naj ne bi bilo kaj preveč težavno. Upajmo, da jih ne bo.
Tale cesta do meje je bila res, mislim, da lahko rečemo, da definitivno najslabša cesta, ki so jo s kemperjem prevozila. Vse skupaj je 45 km te piste, ampak prvih 15 km je bilo res slabih, res takih blatnih, razritih, se je že čisto suho, ampak so pa ostale res globoke kolesnice. To je v bistvu, ta pista gre 2 metra nad dnom jezera, ki je trenutno čisto suho, tako da se trenutno tudi po tem suhem jezeru peljati. Na tem delu je suho, drugače malo naprej je še ta prvi del je suh. Tako da midva sva en del tudi tam peljala, ampak problem je to, da nisva vedela, bo lahko nazaj gor prišla zmeri, ker je to pač res 2 metra visok in včasih je sam navpično gor nazaj za zapeljati, kar pač s kemperjem, ki ima tako dolg previs, je malo problematično. Tukaj nama v bistvu sploh ni, da nama je manjkal 4-pogonski avto, problem je predvsem to, res, da sva težka in da imamo te dolge previse. Osebni avti so tam veliko lažje vozili, ker ni bilo bojazni, da bi se tle v tem suhem jezeru še kaj pogreznili, če je bilo kaj še malo mokro ali pa mivkast. Niti za nazaj gor niso imeli težav za zapeljati, tako da oni so definitivno dosti hitreje peljali. No, pol drugi del je bil malo boljši, še zmeraj na trenutke dosti razrit, včasih so bili oni valovčki, ki se na makadamu naredijo, ampak tam sva že recimo lahko 21 na uro peljala, kar je bil že kar uspeh, ker prvi del sva res počasu prvi plezala naprej. Je pa ful zanimiv vsem ta nacionalni park, videla sva one afriške divje svinje s tistimi okli in tudi ful je ptic in nasplošno ful življenja, res je lepa vožnja je bila, no, vse skupaj, če povzameva. Ja, res je bilo nenavadno spet videti vodo po suhi Sahari, je bilo to kar malo oddih za oči. Ampak ja, no, smo nekako premagali to cesto, sicer smo šli toliko počasi, da na koncu nas je prehitel, oziroma enako istočasno smo prišli na mejo z enim, ki je na vozu sedel in ga je vlekel konj. Tako da to je bila naša hitrost, če smo z isto hitrostjo potovali. Ja, je kar dolgotrajno bilo, no, za teh 45 km smo rabili 3 ure pa pol. Tako da ja, potem pred mejo smo nekaj pojedla in potem se lotila meje, ki je bila pa veliko manj dolgotrajna kot maroško-mauretanska. V bistvu v uri pa pol smo bili čez obe strani, od tega, da smo kar nekaj časa izgubili s tem, da sva kupovala SIM kartico, pa menjavala denar, pa tako realno bi lahko bila v manj kot eni uri čez, no. Tako da ja, nekako se nama pa že takoj zazdelo, da so Senegalci veliko bolj sproščeni, nasmejani. Tako Mauretanci imamo zelo tako mešane izkušnje glede njih, včasih znajo biti kar tako zategnjeni, no. Senegalci so pa precej drugačni, se že pozna, da tukaj ni več tiste orang Sahare, da je že vse malo bolj razigrano, no. Ja, res je, veliko bolj prijeten nastop je bil, no, kot v Mauretanijo. Je pa šlo res vse hitro, niti nihče ni zahteval oziroma hotel nobenih podkupnin, čeprav so brala, da Mauretanci znajo malo zaračunati za štempelj, da te poštemplajo pasoš in tisti uvozen dokument za avto, ampak nama ni nihče nič rekel. Edino na senegalski strani je pa hotel nama zelo drago zavarovanje zaračunati. Mislim, da sva na koncu plačala približno pol tega, kar je na začetku hotel, ali nekaj takega, 2/3. Ampak ja, to je bilo čisto tako, ja, to boš plačal, ok, v redu. Smo se pol dogovorili, tako da zdaj imamo zavarovanje, ki velja v praktično vseh zahodnoafriških državah, tako da se vse s tem ne raba več ukvarjati. Zdaj nimamo več omejitev. Ja, zdaj gremo do juga skoraj. Tako da ja, to je to. Na koncu smo se peljali še malo naprej od meje in tle bomo prespali, sicer dosti blizu ceste, kakor se jo sliši, ampak ja, za danes je bilo dosti vseh naporov.
včeraj sva sicer mislila potem imeti prej popoldne, ampak je bil tako zelo usran kemper in glih zraven smo bili parkirani ene pipe po slučaju, da sva potem še 1 uro po sončnem zahodu, oziroma še več po moje, pač bila je že čista noč. Prala vse, kar sva lahko, 2 rundi sva včeraj oprala in eno danes, oblek. Pa kemper sva čist spucala, ker je bil res totalno prašen na dune ceste. Tako da ja, je bilo kar delovno, naporno popoldne na koncu. Ja, danes zjutraj smo še vodo nafilali, tukaj so 3 lokalci so prišli z nekimi kanistri in so si filali, pa so vprašali, če so pitne in so rekli, da ja, mi pa so vseeno za ziher še prefiltrirali, ampak ja, zdaj imamo polne tanke. Zdaj gremo pa naprej, danes bomo šli najprej do St. Louisa, v bistvu ne vem čisto, kako se to v francoščini izgovori. Potem bomo tam probali najti kakšno lokalno restauracijo, da probamo malo kaj jejo, Senegalci pa so kar dobri kuharji, kam bomo šli naprej, pa še ne vemo. St. Louis je čarobno mesto zaznamovano z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino. Leži na otoku, ki ga z ene strani obdaja reka Senegal, z druge pa Atlantik, ter navdušuje svojo arhitekturo iz kolonialnega obdobja. Ozke ulice ter hiše obdane z barvitimi fasadami obiskovalce res kar popeljejo v preteklost. Do leta 1902 je bilo to mesto prestolnica Senegala, leta 2000 pa je bilo uvrščeno na UNESCO seznam kulturne dediščine. No, tole mesto danes nam je bilo res kar všeč, v bistvu sva se počutila kot v Havani na Kubi, ker so take res pisane stavbe, vse je veliko bolj pisano, kot je bilo v Mauretaniji, tudi ljudje, mislim, njihova oblačila, res tako zelo živahno vse skupaj, tako da je bilo res lepo. Ja, pa tudi za jesti sva našla eno restauracijo, tako da je imela velike izbire, ampak še zmeraj dosti lokalna in je bila res zelo dobra. Pol na poti naprej do te plaže smo pa še opice srečali oziroma videli. To je bilo tudi kar zanimivo iz kemperja, malo opico videti čistko slučajno ob cesti, tako da sva se mogla ostaviti, da sva poslikala in posnela. Zdaj smo pa tukaj na eni plaži oziroma malo stran od plaže parkirani. Danes je sicer božični večer, ampak letos ne bova nič praznovala niti okraševala kemperja, ker nama v 30 stopinjah res ni za novoletnih lučkov ven vleči. Ja, nikoli v življenju se nama še to ni zgodilo, vseeno v Španiji in v Grčiji je bilo topleje, ampak ni bilo pa toliko toplo spet, tako da sva vedno nekaj praznovala, pa nekaj okrasila kemper, zdaj pa res prvič v življenju, da ne bova postavila smrekce, niti gledala sam doma, niti nič, ker ja, res ni feelinga, no.
Tako da, ja. Ne moreš praznovati božiča, pa se iti pa v morje ohladiti. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.